Živeli moji, kako ste, dobrodošli nazaj, dobrodošli na Elin kanal, jaz sem Alenka Trokrlič in tukaj se družimo Elijani, ker radi poslušamo scary stvari, misterije, teorije zarote in predvsem true crime in za danes lahko rečem samo long time, no true crime. Dejansko nekaj časa ni bilo, ker sem imela bolj druge stile videa, oziroma večkrat bolj na easy, ker sem bila full na dopustu. Zdaj smo pa več ali manj back, več ali manj. Tako da danes je no true crime en zelo znan true crime. Res moram poudariti, da je zelo znan. Zanj sem slišala, lahko rečem, 100-krat. Omenjala sem ga kdaj že spotoma ali pa v povezavi s tem hotelom, kjer se je zgodil, ker je zelo vešč in grozen in bizarne stvari se v tem hotelu dogajajo, ampak nikoli nisem naredila celega videa samo v tem primeru in danes ga bom in definitivno vam bo zanimiv in odštekan in nor, ker je tudi misterija, čeprav je rešen, zaključen, hvala Bogu, ker take imate rajš, ampak še zmeraj morate dan razmišljati in mozgati in je tako mind-blowing. Zakaj je pomemben tudi ta hotel? Zaradi tega, ker je to hotel Cecil. Enega poznate iz true crime, eni iz dokumentarcev, eni iz Netflixa, eni iz American Horror Story, v glavnem to, ki je razvpit, dejanski, resničen hotel iz LA, iz Los Angelesa, zaradi tega, ker se je to groznih stvari zgodilo. Več smrti, umori in samomori, ampak več o tem bom govorila kasneje. Smrt Elise Lam je ena najbolj znanih smrti v tem hotelu. Zgodila se je leta 2013, januarja. V bistvu je postala internetna folklora, vsi so reševali ta primer. Hiter opis je tak. 21-letna študentka Elise Lam se je prijavila v ta hotel 28. januarja 2013. V njem je ostala 3 dni, dokler ne bi šla ven 31. januarja, ampak potem so jo prijavili za pogrešano. Šele 20 dni kasneje, ko so tisti, ki so stanovali v tem hotelu, občutili, da ima voda čuden sladkast okus in da je tudi črne, temne barve, so to prijavili in ko so šli pogledati rezervoarje za vodo za ta hotel, so noter najdeli plavajoče truplo Elise Lam. Ampak preden gremo v ta scary video, čas, da vam predstavim en izdelek iz sveta užitka, izdelek tega meseca pa tudi eden izmed 2 vibratorjev do zdaj, ki sta mi, ne samo da sta me navdušila, vzela sta mi sapo. Giz izgleda kaj polž, ampak ni. Saj jaz osebno ga lahko dam noter, prižgem oba motorčka, 2 ločena motorčka sta, omaknem roke in uživam, dejansko vse naredi sam. Zakaj? Zaradi tega, ker ima 2 ločena motorčka. Eden je tukaj, drugi je tukaj, ampak reguliraš jih vsakega posebej. Torej, istočasno ta zunanji del tukaj poskrbi za tvoj klitoris in ta notranji del poskrbi za točko G. Kaj pa ta del? To je posebnost tega vibratorja. Zaradi tega, ker vse vmes pri nas ni mrtvo, ampak se nahaja še točka A, bolj nekje tle, bi jaz rekla. In že tako si sam prilagajaš, kako točno ga oblikuješ, ker vidite, da je ful upogljiv. Ta del zadane tudi točko A, zaradi tega, ker te 2 motorčka delujeta neprekinjeno. Potem je pa še ta slide and roll oblika, ki pa tudi omogoča, da je čisto prilagojen našemu telesu in že po tem opisu si lahko predstavljate, da res dobre stvari dela. Prihajajo v 3 barvah, če koga to slučajno interesira, tup. In tudi do konca tega meseca, tako da paste pozorno, ni več veliko časa, imate itak znižanega za 15%, potem pa še opišite tole kodo GIZI za še 10% off in boste imeli res čudovito ceno za nekaj toliko dobrega. Gremo v video. Kakor sem prej začela omenjati eni hotel Cecil, mogoče tudi poznate iz Netflixove serije The Vanishing at the Hotel Cecil iz leta 2021. Tako da morate si predstavljati, koliko je ta hotel res znan po slabih stvareh. Hotel Cecil je bil v zadnjih letih preoblikovan zasebno financiran podporni stanovanjski kompleks za nekdanje brezdomce. Nov lastnik, ta zasebnik, ne bi prevzel ta hotel v 99-letni najem, ki v bistvu omogoča njegov razvoj naprej in kakšnokoli sploh funkcijo, uporabo, glede na to, kaj se je vse noter že zgodilo. In je ful fascinantno, ker ta hotel v preteklosti, ko se je odprl, je bil prestižen, je bil ugledan, tja so hodili premožni ljudje. V bistvu, če si šel tja, si se pohvalil, da si bil v tem hotelu. Tako da je res noro, v kaj se je razvil zdaj, ampak še vedno obstaja. Prej povemo zgodbo o Elise Lam, kaj se je zgodilo, povemo nekaj dejansko o njej. Torej, ko je izginila, je bila 21-letna študentka iz Vancouvra v Britanski Kolumbiji. Ampak rodila se je 30. aprila 1991, torej, če bi bila ta punca še živa, bi bila v bistvu 1 leto starejša od mene. Njena družina se je že prej, preden je bila ona rojena, preselila v Kanado, kjer so imeli tudi odprto družinsko restavracijo v kraju Burnaby. Bom spet nalimala slikce, tako da se malo predstavljate, kako je njen kraj, kjer je živela, izgledal. Je bila pa Lam študentka University Hill Secondary in University of British Columbia. Mogoče še bolj pomembno od tega, kaj je študirala, se meni zdi to, da je rada pisala, ustvarjala, razmišljala svoje misli, zlivala v blog. Namreč imela je blog in ta blog se je imenoval Either Fields. Jaz, če sem prav razumela, je ona
tukaj dodajali neke slike modelov ali pa mode, nekih outfitov, predvsem modelov in zraven pisala neke svoje misli. In te misli so se predvsem vrtele okrog mentalnega zdravja, in zaradi tega, ker se je ona spopadala z določenimi težavami. Zraven je pisala razne anekdote iz svojega življenja, torej svoje anekdote, in pa tudi težave v lifeu. In imela je ves čas, sploh te zadnje blog poste, se je pojavljala ta misel, občutek, da je zadej za drugimi iz svoje generacije. Torej, oni delajo to, pa to, pa to. Jaz sem pa mogla zdaj recimo 2 od 3 tečajev ukiniti, ker mi ni šlo dosti dobro in se pač počutila, da je na nek način zadej. In se mi zdi to zanimivo, ker itak večina nas, po moje, na različnih točkah v življenju čuti točno to stvar. Takrat je bil na vzponu tudi Tumblr, tega se še jaz res dobro spomnim, in je ustvarjala tudi te svoje Tumblr page in tudi tja je pač pripenjala slike raznih modelov, ko so jo navduševali, in zraven pač pisala. In bila je zelo pridna v tem, ne samo tako, da bi redno to počela, delala je celo vnaprej. Torej, če bi bila danes ona neke vrste influencerka, bi dejansko bila po moje taka pridna, vzorna, ker je dejansko imela schedulane objave. Ta njen Tumblr page pa se je imenoval Nouvelle Nouveau. Prav tako je pisala in pripenjala poste o mental health. Še nekaj, kar bo o njej izredno pomembno, je njeno mentalno zdravje. Imela je bipolarno motnjo. In za to motnjo je tudi mogla jemati zdravila, zato da je lažje shajala čez življenje, ker je imela precej agresivno to motnjo do te mere, da ni bilo prvič zdaj, ko je ona zginila v Cecil hotelu, se je to zgodilo že enkrat prej. Imela je namreč halucinacije, zaradi katerih ne vemo točno, kaj je doživljala, ampak enkrat se je skrila pod posteljo in jo starša nikakor nista mogla iz tega stanja spraviti na noben način, kakor da sta jo peljala v bolnico in so potem tam naprej za njo poskrbeli, dali primerna zdravila, zdravljenje itd. Glavno, sama od sebe ni prišla iz te epizode. Nikdar pa ni imela po besedah staršev nagnjen k samomoru. Ker je pa tudi meni žalostno pa to, da je šla v Kalifornijo v bistvu lih zaradi te barvitosti, zaradi sonca, zaradi novih izkušenj, zato da živi nekaj lepega, da nov list obrne, da dobi nek navdih. In v bistvu lih tam potem počasi šlo vse nadol, oziroma se je zgodila tragedija. Kaj se je torej zgodilo v hotelu Cecil? Pa je tik preden je ona prišla, je zdaj ves čas govorim hotel Cecil, ampak pa je tik preden je ona prišla, se je preimenoval v Stay on Main. Nahajal se je in se še vedno nahaja v središču LA, blizu Skid Rowa. Bom pač pripela kakšno mapo, slikco itd. In nekaj, kar je še ful pomembno izpostaviti, to, da na začetku njenega bivanja so njo zaradi nenavadnega vedenja mogli preseliti v samostojno sobo. Ona je bila pač na budžetu kot študentka valjda in je najprej vzela sobo, ker so bile noč še 3 druge punce. In te punce na koncu je pač prijavile, da ne morejo z njo shajati, in potem so njo prestavili v samostojno sobo. Torej, ni mi bilo treba doplačati, to so preprosto naredili zato, da so bili drugi rezidentje hotela srečni, a ne. Kaj je bila fora, če vas zanima, je res bizarno, ker ona baje enkrat teh punc ni spustila noter v sobo, razen pod pogojem, da ji povejo geslo, ki ga pa valjda ni bilo, ki si ga izmislila, in pač očitno je imela neke vrste, nekaj že doživljala, nekaj pač ni bilo okej in je pač zahtevala geslo. Druga stvar je bila, da enkrat jih ni spustila noter in se je samo skrila pod posteljo, tako kot že enkrat doma, in potem po času rekla, da ne morejo več, še lahko jo premestijo, in so jo premestili. 31. januar je tudi dan, se pravi, ko je ona uradno zginila, ko se je zgodila nesreča, ampak je bil pa tudi objavljen zadnji blog, kar pa spet nič ne pomeni zaradi tega, ker je bil tak schedulan, torej, ni ga ona osebno takrat stisnila. 1. februar je bil dan, ko nje pač več ni med nami. Njena starša sta tukaj začela sum, da nekaj ni v redu, ker ne glede na vse so bili v zelo dobrem odnosu, na ta način, da so se popolnoma vsak dan slišali. In mi je tudi zanimivo, da v bistvu 1. februar se prvič niso slišali in da sta dejansko konkretno bila panična in prijavila policiji, to trajalo do 4. februarja. In lepo je bilo slišati, da je policija to ekstremno resno vzela takoj in šla takoj v pogon in jo iskati. Ker pa ni toliko veliko pomagala zaradi tega, ker je to hotel. In že tako težko dobiš nalog, da pregledaš nekomu hišo, dom in to, če imaš pač vzrok in razlog, ampak tukaj je pa težji, ker imaš ful več nekih dovoljenj imeti in niso mogli čisto vseh hotelskih sob pregledati takrat, saj ne naenkrat, saj ne na hitro. So imeli razne intervjuje s tistim, ki delajo na recepciji in so zelo zanimivo Elizo pač opisovali, eni tako kot, ekstremno mirno, zdržano, ampak ful vljudno, in potem spet drugi so jo opisovali. Recimo ena knjižničarka, oziroma gospa, ki je bila menedžerka neke knjigarne tam v bližini, rekla, ne, ful vesela, navdušena, glasna punca. Tako da mogoče tukaj se tudi na nek način ta bipolarnost kaže, ne vem, ker tudi na nekaterih posnetkih potem v tem hotelu je ful vesela in tako maha uslužbencem, ful pa taka vljudna, prijazna.
Tako da ne vem, kadar imela dvojno osebnost dejansko. Kmalu zatem, ko jo nekaj časa niso našli, so bili flyerji z njenim obrazom po celem mestu, povsod, ko res so jo aktivno iskali. Zanimivo mi je omeniti, da je bil to en prvih primerov, ko je šlo vse zelo javno, tudi v smislu online detektivov. To, kar jaz zdaj počnem, razni true crime variante, ampak tudi to, da so ljudje lih to na internetu bili takrat skozi, da so vsi razmišljali, kaj se je zgodilo, kam je šla, koliko nenavadno, zakaj so jo premestili z ene sobe v drugo, kaj se je dogajalo, ko je pa res vse eksplodiralo, je bilo pa na točki, ko so ven prišli posnetki. Ljudem je bilo noro, da so njene osebne stvari vse ostale v sobi. To je bila denarnica, osebna izkaznica, prenosen računalnik. V njej se je vedelo tudi, da je govorila zelo lepo angleško in kantonsko, uporabljala je javni prevoz, verjetno je imela tudi blago depresijo in je bila na koncu namenjena v Santa Cruz v Kaliforniji. Je pa zelo pomembno, da zdaj govorimo o teh posnetkih z dvigala in dajmo si ga na začetku kar pogledati. Na teh posnetkih je oblečena v rdečo majico s kapuco in se obnaša res nenavadno. Prvo kot prvo bila je sama, nihče je ni videl in ves čas se ozira po hodniku, stopa ven in noter in kakor da z nekom govori ali pa kakor da se pred nekom skriva, to se vsak lahko interpretira po svoje, ampak nekaj definitivno nenavadno. Določene stvari so nenavadne, kako se ona obnaša, spet druge stvari so pa nenavadne, kako se tehnologija obnaša, tako da to je res čuden, zaradi tega, ker ona določene gumbe pritisne in se vrata na eni točki sploh ne zaprejo, tako da več stvari čudnih, ne vem, ali je bil nekdo zunaj je to preprečil, ali si je domišljala, da je nekdo zunaj, ampak zakaj spet potem tehnologija dejansko ni delovala, zato ker kasneje, ko so šli preveriti to dvigalo, ni imelo nobenih znakov težav in noben drug ni prijavil znakov težav. Tudi mahala je z rokami, spet kdaj izgleda, kakor da se je boji, spet drugi izgleda, kot da bi veselo mahala. In tukaj moram omeniti korejsko igro, ki se ji reče The Elevator Game. Ta igra je zelo srhljiva, namreč če v pravilnemu vrstnemu redu pritisneš določena nadstropja, potem naj bi se znašel v portalu, ki naj bi te ponesel v drugo dimenzijo ali pa v eno peklensko stvar. Bom kar prebrala. Vstopite v dvigalo v stavbi za vsaj 10 nadstropij in se z njimi zapeljete do 4., 2., 6., 10. in 5. nadstropja v točno tem vrstnem redu. Nato pritisnite gumb za prvo nadstropje. Dvigalo vas lahko namesto tega popelje v 10. nadstropje, kjer lahko raziskujete onstranstvo. Tako da ja, nekateri to verjamejo, nekateri to počnejo, spet pri Korejcih ali ne vem kje že v Aziji imajo določena številke, nadstropje dejansko ne obstajajo, ker so tako zelo vraževerni, tako da pri njih je to big deal. To je ena izmed stvari, ki lahko se naprej poglobite. Meni se zdi, da so bile težave tukaj drugje, ampak nikoli ne veš. Zdaj gremo pa govoriti, kako je prišlo do odkritja trupla. Medtem ko je bila Elise Lam še vedno pogrešana in to že 20 dni. To je res tak čas, ker veliko ljudi že pozabi na tak primer ali pa se ohladi primer ali pa policija počasi neha iskati. Ampak v hotelu se je nekaj zgodilo. Začele so prihajati pritožbe. Te pritožbe so se glasile, da voda teče čudno, da niso zadovoljni s pritiskom vode, da ni tako, kot bi mogel biti, da je premočen, prešibek, ali pa da takoj, ko odprejo vodo, začne teči temna voda, čudna voda. In tisti, ki so pili to vodo, ker je res grozljivo sploh govoriti o tem, so opisali okus kot sladkasta, funny,
torej čudna in tudi na nek čuden način ogabna. 19. februarja 2014 je potem ta oskrbnik se odločil pregledati valjda rezervoarje za vodo, ker če je kaj narobe, je verjetno že tam v izvoru. In ja, ni mu dolgo časa vzel, da je se sprehodil do strehe tega hotela, gor do rezervoarjev po lestvi. Prvega, mislim, da ko je pogledal, je bila loputa. Zdaj, tle so deljena mnenja. Loputa naj bi bila že odprta, eni govorijo, da ni bila, ne bom zdaj govorila o tem, ampak ko naj bi pogledal noter, je videl plavajočo truplo ženske Azijke. Jaz nočem vedeti, kako naj bi to truplo izgledalo po 20 dneh, po 19 dneh, ne vem, ampak še vedno je takoj videl, da je azijska ženska. Pred tem so preiskali streho, pri čemer je pomagal tudi policijski pes, vendar nihče ni preveril notranjosti rezervoarjev za vodo. Zdaj, kako je ona tja prišla, je ena največjih misterij, ki jih zdaj ne raziskujejo valjda več, ampak je nenavadno. Kako je ona prišla na streho? Namreč poti do gor je več, prvo kot prvo vrata na streho naj bi bila zaklenjena in ključ in dostop ne bi imel samo zaposleni. Druga stvar je, da tudi če imaš ključ oziroma če bi kako drugače želel priti tja gor, brez ključa so alarmi. Te alarme ne bi potem slišali dol receptorji in še tisti v 14. in 15. nadstropju nekje. In še ena stvar je, iz njega 14. 15. nadstropja so bile tudi požarne stopnice do vrha gor, ker je pa noro, da bi ona tam splezala čez okno ven na požarne stopnice in potem vse to preplezala in vse gor in vse do teh rezervoarjev, brez da bi jo vsem tem času kdorkoli videl. Tudi ogromno je nekega plezanja, ni nedostopno, je, ampak ful po enih lestvah in skratka gre za nekaj, kar je res nenavadno in tudi kasneje, ko so razne pritožbe so prišle predvsem od staršev, valjda, da je bila neka malomarnost kriva, da se je to zgodilo in valjda so potem mogli policisti preiskati, res alarm ni delal, a so bila vrata odklenjena in dejansko te stvari so delovale, tako da je res še vedno ekstremno pod vprašanjem, kako hudiče je ona tja gor prilezla. Eni so tudi govorili o loputi tega rezervoarja, da je bil pretežek, da bi ga ona lahko sploh odprla. Tukaj sta dve možne razlage. Ena je, da so bili tukaj mogoče res malomarni, kdaj pa kdaj in so te lopute mogoče puščali celo odprte. Ker 2 tedna kasneje je ena druga punca prišla to posneti z namenom, da posname situacijo in je bila spet ena loputa odprta, se mi zdi. Druga opcija je pa, da pretiravajo ljudje v tem, ko ugibajo, koliko je bila ta loputa težka in so tudi ugibanja, da je bila ta loputa v resnici težka samo tam ali od 13 kg do 30 kg, ker ni nemogoče odpreti niti za žensko, se mi zdi. Mislim, jaz to normalno dvignem v gymu, telovadim s težo, s kettlebellom, tako da ni toliko težko, da ne bi mogla. Ali glavni preiskovalec je rekel, moje mnenje je, da je bila brez zdravil in v takšnem stanju se je slučajno znašla na strehi, prišla v rezervoar z vodo, s partnerjem so poskušala ugotoviti, kako bi jo lahko nekdo dal tja in težko je, da bi nekdo to storil in ne pustil odtisov DNK ali pa česa podobnega. Torej je izlezla sama. Njena smrt je bila na koncu določena za nesrečo, ker res ni nič kazalo na to, da bi kdo drug to storil. In što si tudi, ko si enkrat noter, če si zamislite to obliko rezervoarja in se ne moreš nikamor prijeti, ne dosežeš levo, desno, ne moreš se ven praktično potegniti, so določili, da ko je bila enkrat not, načeloma ni mogla ven. Pa še ena zelo nenavadna stvar je, ki sem zdaj mečkam pozno omenila, ampak bolj je pozno kot nikoli, in sicer, da je bila brez oblačil. Njena oblačila so bila z njo v rezervoarju, ampak so plavala pač v vodi. Zakaj se je ona slekla? Možnosti spet neskončno. Lahko da je bila neka halucinacija, ki je nikdar ne bomo zvedeli, lahko pa da je ona šla noter z oblačili in ko je ugotovila, da bo še težje splezala ven, če se ne znebi teh oblačil, se je mogoče slekla, ker je začela ugotavljati, da bo lažje prišla ven brez oblačil, ker so težka in mokra. Primer, kot sem rekla, je zaključen, ampak so pa neke zavajavalne okoliščine. Določene stvari so to, da ona bi res težko prišla tja neopažena. To je ena stvar. Druga stvar je, da v njenem telesu niso pri avtopsiji najdeli sledi ali pa znakov, da je pila alkohol ali pa jemala droge. So pa našli znake, da je jemala tablete svoje, ki jih je potrebovala za težave, ki jih je imela, za halucinacije, za bipolarnost. Ona je jemala tablete. Je pa nekdo naredil izjemno rekonstrukcijo tega, kaj so najdeli v njenem telesu in je prav tako točno preračunal, koliko česa je bilo in kdaj je načeloma te tablete vzela in ba je na eni točki vzela neko kombinacijo, ki bi lahko povzročila halucinacije. Tako da. Zdaj pa še par besed o temu scary hotelu. In zato nastajajo te oddaje in dokumentarci in to besedo
serije. Tam je bilo, odkar obstaja, od leta 1927, več kot ducat umorov in samomorov. Elizabeth Short, ziher ste eni že slišali za Črno Dalijo, ne bi videli v tem hotelu Cecil samo nekaj dni pred njenim umorom. Hotel pa včasih služil tudi kot začasno prebivališče oziroma skrivališče od morilca Richarda Ramireza, to je ta Night Stalker, in pa Jack Unterweger. Zdaj pa preden se mi čas na kameri izteče, bi pa jaz sem še eno stvar izpostavila, pač jaz sem bila zadnjič v Italiji na dopustu in sem vmes spala v ful hudem srednjeveškem tako mestecu, na hribčku z obzidjem. Vse je ful dobro, tako, vse je bilo povezano z Dantetom Alighierijem in z božansko komedijo, ampak soba, kjer sem spala v hotelu kao Pekel in nebes oziroma Inferno and Paradiso, je bila pa toliko scary, ker tam nisi vedel, boš dobil sobo, ki posnema nebesa ali sobo, ki posnema pekov. Jaz in taka je bil z mano, sva dobila sobo, ki je posnemala dobesedno cir. Ful visoka, ful čudna, tle bom dala kakšno slikco. In pač občutek, ko sem videla not stopila, je bil tako grozljiv. On je sam hotel čim prej dam, jaz sem se počutila obupno, ponoči sem se zbudila ob 3 in nisem mogla nazaj spat. Res bad vibes. Saj, ker hočem reči to, da če nekdo ima že tako psihične težave in se pojavi v hotelu, kjer je očitno zelo bad vibe in zelo bad žužu in so ljudje umirali in tudi če on tega ne ve, nek vibe ostane, neka energija cih ostane. In ne vem, mogoče kombinacija napačnih zdravljenj, tablet in mogoče kombinacija te slabe energije, da se sam poslabša situacijo v glavi, jaz absolutno verjamem, da je to možno, tako da, ja, to je ta današnji primer, zelo znan in zelo predolg je trajal, da sem vam ga obnovila in povedala. Upam, da ste fajn, ne pozabite na Gizija, ki je res božanski. Torej, Skodo Gizi je zdaj zelo, zelo lepo, dvojno znižan. Če hočeš karkoli drugega, tam pa vedno velja za druge moje 2 kode, ena je Lenka 15 stvari, ki so znižane in Lenka 10 na stvari, ki niso znižane. Se gledamo naslednji petek, klasično, pridni bote, radi se imejte, I love you.